ampak bolj taki precizen, taki čustven, taki detaljni. Ne vem, tako je bilo že pri nas, da kaj si se pač odločil, si pač mogel iti na vse ali pa na nič, ne. Da sem začela verjeti v to zgodbo, da dejansko jaz lahko nekaj več. Ali pa po drugi strani preveč brezobzirno jemanje glasbene šole oziroma bolj kot varstvo. Tega ni, ne. Včasih boš imel obdobje, ko ne napreduješ, včasih boš imel obdobje, ko moraš, kako je ti dovaditi tudi po mesec ali pa 2. Toliko sem usmerila energije v to klasiko, da sem malo pozabila sebe. Ti lahko dodaš svoj karakter not. Tudi to je fora, da je pač jaz v prostem času zelo rada poslušam elektroniko. Če bi takrat jaz to vse preračunala in finančno, koliko bo in to, ne vem, če bi si upala tako hitro vse nekaj, ne vem, nakupiti. Ali točno spomnim se tega momenta, ko sem bila tak, zato to delam. Se v bistvu je res želja, da se vse začne čisto tak sproščen. Spontano. Ja, tak. Vse za blooper se bo. Imamo v bistvu en tak dober začetek uvod. Top. Ne, veš, v bistvu doskrat ogromno ljudi ima strah pred mikrofonom, ne? A veš, in se ti v bistvu pol ta mikrofon, mislim, čisto drugače ga jemlješ, ne? Tak, Ja. In imaš neko straho spoštovanje, no? Ja, Tak. ja. Ja. Se, kaj ti si imela v bistvu dosti teh nekih javnih, recimo takih pogovorov, kakih intervjujev pa te stvari? Niti ne. Ne? Bolj se posvečam v izpostavljanju z violino, bom rekla, pol padem bolj v svoj neki bubble, oblaček in je to. Tako da, iskreno mi je zdaj malo bolj trema, bom rekla, res? kot pa z violino. Ne, ampak tudi recimo radio, pa te stvari? Nekaj je bilo, ampak ne toliko dosti. Bolj mogoče v mlajših letih. Pa si v bistvu dosti imela teh, ne vem, recimo, kako bi rekel, možnosti, da bi šla, pa mogoče si rajš, recimo tako malo probala, rajš ne, ali kako ti je to v bistvu izgledalo? Iskreno, mislim, da ni bilo neki tak pretirano možnosti v tem, pa ne, ni bilo. Ja, ker recimo, ko greš recimo v te vode glasbene, je to v bistvu eno z drugim, ne? Ker ti z glasbo enostavno moraš se tudi promovirati, moraš tudi malo nastopati, malo tudi se javno pojavljati, ne? Ja, to, če na tak način pomislim, imaš prav, ne? Je vseeno neki branding. Tako da ja. Sam opažam, da je to v dosti glasbenikom nam problem, oziroma ko se izražamo preko glasbe, nam nekako teče naravno, oziroma ker valjda si že od malega leta s tem ukvarjaš in nekako se vseeno na drugačen način pokažejo in čustva in tvoj karakter predvsem. Ko pa je tak, z mikrofonom, pa kot da dobimo malo neki odpor, oziroma ne odpor, bom rekla, ampak tako kot si rekel, neko strahospoštovanje. Ja. Če nisi bil skozi non-stop že od malega recimo soočen s tem, ne? Imaš mogoče pol to res, ne? Res je, ja. Vseeno, veš, z glasbo ti ful lahko poveš, pa dejansko nič ne poveš. Ne? Tako da po mojem nas pol to nekako ščiti, oziroma se tam počutimo bolj domače, bolj varno. Ko pa moraš pa dejansko povedati, se pa zavedaš, da vsaka beseda nekaj poveš. In ja. Ti imaš v bistvu violino, ne, ki je v bistvu tak zelo spoštovan inštrument, starodavn po eni strani, ne? To je v bistvu zelo tak damski inštrument, bi lahko rekel doskrat. Okay. Ne vem, kak je tebe pripeljala pot do violine ali pa recimo do tega inštrumenta, ne? Sam zvok verjetno. Jaz mogoče ne bi rekla damski, ampak bolj taki precizen, taki čustven, taki detaljni, ker če pomislimo na zgodovino same violine, se je veliko moških ukvarjalo z samo violino, zato jo jaz tudi vidim. Ne samo kot damski inštrument, ampak kot vseeno starejši inštrument, ampak poda tako bolj nežno, čustveno noto in iz nje lahko res izpiliš
mislim, no, vse načeloma lahko iz vsakega inštrumenta, ampak violina res lahko pokaže tisto zelo ranljivo plat človeka, pa zelo tako globoko, celo s tistimi visokimi toni. Ne vem, po mojem me je kar hitro začaralo. No. Ker v bistvu ful ima tudi širok spekter, ne? Ja, vseh teh frekvenc. Ne? Vse to. Lahko In jaz sem se, naprimer, če smo že pri prejšnji temi, vedno sem občudovala predvsem moške, ki imajo se veš take res ogromne prste, debele, pa so vseeno znali tako precizno vse zaigrati, pa je violina tako zvenela od samega, ne vem, že lahko gledamo kakega Paganinija, pa glavnem celotna zgodovina violine jo je res vedno pokazala v taki nežni, mogoče malo damski predstavi. Ne vem, zakaj mi je v bistvu ta misel padla. No. Ampak ja, če tako pogledaš, je res. Ja. Pač moški so se igrali na damski inštrument, so pridobili, rečemo to zdaj, na pametane. Kdaj si pa v bistvu začela? V bistvu to je bilo že tudi kar od začetka, ko se ti je to zgodilo, da te je v bistvu violina zanimala, ali je to se potem preoblikoval v to željo, da je violina tista, ki... Najprej sem pač želela klavir igrati, ampak enostavno nismo imeli prostora v stanovanju, tako da potem smo z mamo hodili na dosti raznih koncertov in ja, me je pač violina očarala, pa ne vem, tako je bilo že pri nas, da kaj si se pač odločil, si pač mogel iti na vse ali pa na nič, ne. In mene je res violina očarala in od malega leta ure in ure vežbanja. Ja, kdaj si pa začela? Pri 6. Aha, že z violino. A res? Oziroma, mislim, da je bilo prvo leto neke pripravnice. Že pri 6, ampak dobiš res tisto tam mičkeno violino, pa prazne notice igraš. Ja. Pa v bistvu naprej je pač tista ta prava bila. V tistih obdobjih, ker recimo je že bila tehnologija tako daleč, da si imel izbiro različnih violin. Kako je v bistvu to izgledalo? Pač je valjda ta prava, ampak enostavno zato, ker si pač tudi fizično manjši. Začneš prvo z manjšo violino. Jaz sem takrat začela z četrtinko, koliko malo zrasteš, imaš polovinko, 3/4 in potem pač celinko, ta glavna. Kako se pa inštrument kot violina je samo ena? Ali je v bistvu to več vrst violin? Ne, kar mislim, imaš, zdaj sem mogoče malo najdu, imaš pol neke baročne verzije, pa ne vem, loke, tudi razne baročne, tako da, ampak načeloma specifično je violina samo ena. Potem so pač bolj drugi inštrumenti kot viola, kar je zelo podobno, ali pa potem čelo, kontrabas, pa tak naprej, ne. Ko si recimo prehajala iz leta v leto, tako spravi skozi neka obdobja, kako si recimo takrat, recimo kot otroka, kako si to recimo spremljala pa doživljala recimo to igranje? Si že imela recimo, so bliže nastopi kaki taki otroški, ki so te v bistvu bolj spodbujali, da si ustrajala na tej poti? Ja, absolutno. Moram tudi reči, da sem imela izjemno učiteljico oziroma profesorico, profesorico Vesno, katera me je zelo, zelo spodbujala. Je res, da mislim, da z njo začela okoli 4. razreda, že prej pač sem z drugimi profesorji delala, ampak prav pri tej Vesni mi je dala tako veliki zagon, pa toliko nekako, da sem začela verjeti v to zgodbo, da dejansko jaz lahko nekaj več kot pa samo igram, tako da, ja, od malega drugače pol začneš s nekimi malimi nastopi, pa je to valjda neka motivacija, pa potrditev, bom rekla, no. Pa se ti zdi, da v bistvu imajo učitelji ful veliko vlogo pri, ali pa recimo tisti, ki dejansko učijo na teh določenih področjih, kako si ti doživljala, da dejansko nekdo potem ustraja, pa dobi veselje za to, Absolutno, absolutno. Je pa res, da koliko imajo učitelji vloge, se mi zdi, da imajo tudi starši. Predvsem vlogo nekako kot podporo, ker hitro lahko preide ali v pretirano neko siljenje, pa mogoče bom rekla, neke neuresničene želje staršev se potem to prenaša na otroka in je potem ta pritisk. Ali pa po drugi strani preveč brezobzirno jemanje glasbene šole oziroma bolj kot varstvo.
Ne, tako da tu najti neko to srednjo mejo in biti bolj v podporo, biti kot neko motivacijo tudi otroku, ker vsi vemo, da v nekem obdobju bo otrok enostavno se mu ne bo dalo. Zdaj pa če kot starš ali pa kot učitelj vidiš nekaj več, kako to pol vseeno predelati, pa da otrok ne zgubi želje oziroma vztrajati. Ja, je kar velika odgovornost, bom rekla, oziroma je dosti na tem, kako bo učitelj pa starš. Predvsem mogoče v sodelovanju. Mislim, da sam tudi veliko se pač pogovarjamo o teh temah, ne? Tudi, ne? Kako v bistvu mlajšo generacijo zmotivirati, da najdejo tisti nek svoj passion. Ja, čeprav danes je pa že malo kar težko. No. Misliš, zakaj? Ja, po mojem, zaradi vseh teh telefonov, pa toliko nekega dogajanja, pa konstantni dopamin na vsakem koraku in predvsem pri inštrumentu, pa včasih tega ni, ne? Včasih boš imel obdobje, ko ne napreduješ, včasih boš imel obdobje, ko moraš kako je ti dovaditi tudi po mesec ali pa 2 in enostavno otroci hitro zgubijo tisto voljo, pa teže gre naprej kot nekoč, no. Mi smo vseeno znali malo bolj vztrajati pri zadevah, ne, tu pa se sam vidiš, neki video pogledaš 3 sekunde ali pa 5 sekund, ne zanima me, grem kar naprej, predvsem govorimo, ne vem, o TikToku pa Instagramu, o tem, ne. In po mojem to celo mlade možgane kar hitro cvre, lahko rečemo tako, da kako bolj ohraniti ta neko. Se pravi, v bistvu je dosti pedagoške žilice moraš imeti kot starš in kot tam, kjer si danes, kamor si usmerjena. Ne? Tako, absolutno. V bistvu pa si v bistvu že včasih to kar sreča, ne? Da se ti v bistvu v življenju tako stvari poklopijo, pa da imaš v bistvu se te neke smeri, pač pogoje, recimo, ne? Ja, da se ti potem lahko zgodi nekaj, kjer potem tudi samo strajaš, pa se razvijaš, ne, v tej smeri. Ne? Absolutno. Si imela daj občutek, da bi v bistvu tudi ti delala na tem področju, pa šla v to smer? Misliš, da bolj pedagoško? Ja, ne vem, pač glede na to, da imaš ogromno znanja glede violine pa tega. Ja, iskreno sem tudi par let poučevala, poleg študija. Zdaj trenutno se iskreno ne vidim v tem. Mogoče se mi malo preveč stvari dogaja v življenju, oziroma imam malo drugačen cilj, malo drugačno vizijo. Tako da enostavno vem, da bi me malo preveč to požiralo in se mogoče v svojem tem cilju ne bi zadosti razvijala, dala sebe, oziroma bi tudi pol prikrajšala katerega učenca. Veš, ker ne bi mogla biti 100% tam. Not. Da mogoče tudi meni malo potrpljenja zmanjkuje. Ampak ja, trenutno raje, ne vem, rada bi si mogoče še zgradila predvsem svojo to vizijo, pa nekako svojo zgodbo. Potem pa you never know. Ker recimo, kdaj si pa opazila, recimo, da si naredila tisti nek preskok? Ne vem, recimo to je bila srednja šola, še osnovna šola, so bili kakšni nastopi, ki so bili recimo taki, ki so ti dali tisti zagon, pa si rekla, pismo tole pa je, ne. Tole bi pa rada, pa kaj je bilo tisto, ki te recimo, ko ti je dal ta občutek? Veš, zdaj si me prav spomnil, oziroma prva stvar, ki mi je prišla na misel, je ene par nastopov, oziroma kar na roke lahko preštejem, koliko nastopov, ko si na odru, pa nisi na odru, pa vse obstaja, pa nič ne obstaja in točno spomnim se tega momenta, ko sem bila tak, zato to delam. In to je tak fascinantni občutek, oziroma veš, ko najdeš, bom rekla, že lahko purpose svoj in sem bila tak, na good poti sem, ampak to ironično je, da se to zgodi že potem, ko prideš do tja, do tistega, ne. Torej, ne bi rekla, da je to bilo, ne vem, v srednji šoli ali pa nekako konec tega. Bom rekla, ko nekako poslušaš sam sebe, poslušaš neko notranji svoj glas, to je na primer bila trenutno električna violina, nisem še vedela,
kje je moj cilj, nisem vedela, kaj me čaka. Enostavno sem nekako čutila, daj probaj to, daj naredi to, ok, probaj to, kaj pa to. In sem toliko pač nekih stvari sem poskusila in pa pride do tega nekega momenta, nekega nastopa, ko si tak, to sem iskala, pa nisem vedela, kaj sem iskala, veš, kaj mislim, ne. Še vedno sem se držala nekih želj od osnovne šole, ampak ko to razvijaš, pa se spotoma spoznavaš, jaz mislim, da takrat. Se kakve pa so bile te želje, recimo takrat, recimo iz osnovne šole, recimo, ko si zaomenila? Takrat so bile, takrat sem se videla malo bolj v klasiki, oziroma bom rekla, da skupaj z starši, skupaj z učitelji smo nekako videli, oziroma sem jaz videla to željo po ustvarjanju v klasiki. Bolj so se pa nekaj par stvari zgodilo v srednji, oziroma bolj na akademiji, nekaj male tudi poškodbe, ono drugo in nekako toliko sem usmerila energije v to klasiko, da sem malo pozabila sebe. Malo sem pozabila, zakaj sploh je glasba, da ni to samo tisti naučeni noti, pa tako kot si mogel zvaditi, tak je in nekako sem iskala nekaj malo več. In zdaj nisem še odkrila, ker pač vedno odkrivaš, ampak mislim, da sem zdaj malo na bolj pravi poti, da malo raziskuješ, da ni vse samo omejeno, veš, za klasiko, ampak da je tudi, da si malo razširiš obzorja. Pa misliš, da je v bistvu glasba v določenih segmentih ful, recimo omejena? Tako. Glede na to, da imaš note, imaš... Ne bi rekla, absolutno ne. Zato, ker omejiš, jaz vseeno verjamem v stavek vse v glavi, tako da bolj si ti omejiš, saj če tako ti razlagaš, da note so, tako moraš odigrati, pol je omejeno, ne, za tebe, samo ti note lahko interpretiraš, ti note lahko po svoje zaigraš, ti lahko dodaš svoj karakter not v samo glasbo. To je čar, evo spet smo tam, ne, to je glih čar glasbe, da dodaš sebe, prilagodiš okolju, nastopu. Sam proces je važen, to bom rekla. Kje si pa v bistvu začutila to, da bi pa v bistvu hotela iti še malo odkrivati? Ne vem, kje si imela občutek, da si tam imela občutek, da bi želela nekaj več? Na neki točki si pa imela mogoče občutek, če sem to prav razumela, da si imela pa neko omejitev, ne? Problem je v tem, ker sem si sama naredila omejitev. Oziroma mogoče me je klasika podzavestno malo omejevala sama sebe, torej ne govorim, da je za klasiko omejena, absolutno ne. Jaz sem tako hvaležna, da sem sploh začela z klasiko, ker ti da toliko širine, zdaj smo spet glih kontra pridevnik, ampak res ti da in širine in nekaj tehničnega razvoja, pač jaz vseeno menim, da če začneš s klasiko, je to nekaj najboljšega, kar lahko začneš, zato ker ti tehnično ti da dosti neke osnove. Ampak enostavno jaz se nisem počutila več del tega, oziroma malo je tudi ta klasičen svet zna včasih biti malo toksičen, oziroma samo klasika pa nič drugega. In mogoče je nekaj uporništva v meni bilo, ali nekaj takega, da se enostavno hotela še vključiti violino nekje druge. Pač tudi to je fora, da pač jaz v prostem času zelo rada poslušam elektroniko in zato, veš, sem se mogoče s klasiko počutila omejeno, oziroma sem igrala samo eno, a poslušala sem nekaj drugega. Zakaj ne bi pa malo to nekaj zmešala, veš, malo bo dodala mogoče del sebe tudi tam, kar jaz rada poslušam. Tako da, ne vem iskreno, kdaj se je ta sprememba zgodila, ampak vem, da sem kar naenkrat rekla, ok, dajmo kupiti violino. Pa nisem vedela nič o električni violini. Pač greš raziskavo narediti, ampak pa violina, računalnik, neka pedalka, dajmo to, ono. In pa.
Pa kar stvari Pa stečejo. kar steče, ja. Ja. To je pa ti spet isto, da ko nekako poslušaš ta svoj notranji glas, je lažje. Oziroma je boljše, kot pa da nekaj vse preračunaš. To mislim, da delamo vsi napako v življenju, da nekako vse hočemo preračunati, pa vse mora biti tipi-topi, pa že vnaprej moraš vedeti, kaj se ti bo zgodilo, pa to te ful zna omejiti. Oziroma, če bi takrat jaz to vse preračunala in finančno, koliko bo in to, ne vem, če bi si upala tako hitro vse nekaj, ne vem, nakupiti ali pač ne bi prišli do te točke, ki smo zdaj, ne. Ker se mi zdi, da je življenje tako povezano, da če nekaj izhajaš iz sebe, pa iz svojega pešna, ne, v bistvu niti ne razmišljaš, ne. Točno to. V bistvu že kar dejansko je že tvoje Pa si plačilo. kar upaš, veš, pa kar riskiraš, narediš še preden skalkuliraš, kaj bo iz tega. Kar je pač point, ker pol to delaš res iz srca, ne. Ker se mi zdi, da imamo ljudje različne vrednostna plačila, ne, tak, če bi tako pogledala, ne, se pravi, umetnost ima neko drugačno plačilo kot zadovoljstvo, ne, ali pa neko drugo valuto, ne, s katero si v bistvu plačana, ne, in že to, da dejansko zaigraš nekaj, ne, ali pa da nekaj delaš čist iz dobre volje, ali pa nekega prostovoljstva, ali pa neke želje, ne, je dejansko plačilo že tu, ne, v tistem trenutku. Točno, ja. In potem denar je sicer posledica, ne? Je pa res, da ekonomika je danes taka, ne? Da enostavno umetnost je sicer zelo spoštovano, ne? Tak, ne? Vsi spoštujejo pa cenijo, ne? S to, koliko je pa dejansko potem ekonomično, ne? Je pa to, se mi zdi, da ful druga tema, ne? Pa ful široka tema, ki na koncu privede do, ne vem, različne interpretacije, ne? Nekega ustvarjanja, ne? Res je. Kak si recimo ti to, recimo ko si prehajala iz tega, ker ti to, kar si rekla, recimo pri klasična glasba, ne, sama po sebi, ne, da dejansko zelo velika, ne. Jaz mislim, da so to čisto vse osnove, ki dejansko jih tam dobiš, tudi sodelovanja, nekega razumevanja širše slike, ne, ker tam nisi recimo edina violina, ne, je treba se verjetno usklajevati, ne. Tudi ja. Kako si recimo to razumevanje, pa prepletanje tega razumevanja glasbe, pa frekvenc, pa dopolnjevanja, pa tako, kako si to razvijala v tistem obdobju? Pol misliš, ko sem prešaltala na električno? Ali pa recimo v bistvu še prej tam, pa potem, kako si to dala v kompozicijo, v bistvu po domače, ne? To je glih problem, ker nisem razmišljala, veš, ker sem se kar podala v neke stvari. Ja, enostavno, tako kot praviš, pač klasika ti da toliko. To je dobro vprašanje, sorry. Mislim, opažam tudi recimo tako, ne, da recimo skozi glasbo bistveno lažje komuniciraš, ne? Ne, veš kaj, zdaj malo sem se ustavila z mislimi, ko si razlagal, da ti da toliko, ne, pa da dobiš drugačno valuto. Potrditev, ne, in tu sem se zdaj točno spomnila, da mogoče zato je ta switch bil potreben, ker takrat v tistem času pri klasiki je enostavno bilo vse odvisno od tistega koncerta, od tistega izpita, od tiste pohvale, bom po domače rekla, ne, in ta valuta, tako kot si rekel, je bila samo neko dokazovanje že. In ni več izhajalo iz neke želje po glasbi, vsaj z moje strani, ne govorim za ostale, govorim za svoje strani in je bilo enostavno mentalno mogoče malo preveč, da je, mogoče se takrat nisem niti zavedala, ampak enostavno skozi se veš nekako dokazuješ, se že od malega, pa moraš zvaditi to, pa greš na nastop, pa ti vsi ploskajo za tistih 3 minute, noben pa ne vidi, da si ti to vadil leto dni, ne, in če si pač mogoče kaj zafrknil na tistem nastopu, konec sveta, ne, lahko, noben pa ni, mislim, se vidijo napredek, ampak ti si dajal na cilj samo tisti nastop, ne pa celo pot. Pol tu pa tam si se pa spomnil, ok, sem nekaj naredil na sebi, ampak konstantno, veš, to dokazovanje, pa se nisi počutil good enough, veš, pa ta tekmovalnost, starejši si, več je nekako konkurence tudi in malo me je to že pojedlo.
Veš, pol se že, valjda se tudi pozna na drugih področjih življenja, od odnosi z starši, z ostalimi ljudmi, ne, in pač enostavno mi je bilo mogoče malo preveč. In tu pol v neki taki, v električni violini, ko sem si jaz to doma nabavila, mene noben ni preverjal na koncu leta, ne, kak sem jaz to zaigrala ali nekaj. In se enostavno samo, prvo leto vem, da sem samo ustvarjala. Samo se snemala, samo neke videe. Če sem bila zadovoljna, sem objavila, če ne, pač noben ni rabo videti, ne. Tako da ja, zato sem se mogoče počutila res jaz. Misliš, da je ta pritisk na perfekcijo, to je tako, da bi zdaj rekel, ne vem, vrhunski športnik, ne, da osvoji olimpijsko kolajno, ne? Absolutno isto. Imaš občutek, da je isto? Absolutno isto. Absolutno isto. Zdaj, ker po eni strani je to zelo dobra kvaliteta, ker te vseeno puša naprej. Ne? Torej, ta neka zdrava tekmovalnost je tudi pri otrocih, pa pri nas je v redu, ker skozi pol nekaj delaš na sebi, pa gradiš, pa nisi, ne obstaneš na enem mestu, ne obstaneš na lovorikah oziroma na neki coni udobja, predvsem, ne. Ampak ja, če pa to preraste v neko toksično zadevo, tudi samem pri sebi, ja. Ker to so doskrat lahko tudi ti breaking pointi, ne? Ko, a boš obstal ali ne boš obstal, ne? A boš še vztrajal ali ne boš, ne? Se, kje bi pa recimo bila ta, ne, recimo, če iz sebe izhajaš, ne? Kje pa misliš, da bi bil ta zdrav balans tega, ne, recimo rečemo, če gremo zdaj iz pedagoškega vidika pogledati, ne, ta zdrav prehod ravno prav te neke perfekcije, pa ravno prav te neke svobode, ne? Mislim, da tega nikoli ni. Ne. Ja, mislim, da ne, ker če bi bilo vse tako perfektno, pa vse 50-50, ne, pol spet je vse ok, ne rabim se za nič truditi, ne rabim nič delati, ne, ampak glih to iskanje balansa, to te pol žene, da malo napreduješ, pa malo eno, pa malo drugo, ne. Včasih bodo momenti, ko eno prevladuje, včasih drugo. Jaz mislim, da je na vseh področjih življenja tak. Vsi se borimo, ne glede ali je to glasba, ali je to šport, ali je to samo odnos ali partnerjem, ali je to odnos z bilo kom, samim sabo, vedno vsi iščemo balanso. Torej, vsi mislimo, da hočemo samo, ne vem, biti srečni, pa biti veseli, ampak poleg tega rabiš kontra, rabiš nekaj, da te zbalansira. Če ne, te bo življenje. Ja, v bistvu je res to, ne. Ker mislim, priješ recimo do točke, ko enostavno samo si, ne, pa uživaš v trenutku. Če pa priješ do te točke, svaka čast. Te pa dosežeš, veš. Se to, na primer, menihi, ne, kaj oni iščejo. Oni ne iščejo sreče, oni iščejo mir. Torej to balanso, bom rekla, ne. Karkoli se zgodi, ja, it happens. Koliko se ti že to zgodilo? Koliko si že to doživela? Ker recimo, jaz mislim, da to doživiš na verjetno nekakem špilu, v nekem... Pa se vrneva spet na tisto ta prvo točko, oziroma tam na začetek, ko sem na odru, ne doživim to vsakič, absolutno ne, ampak so momenti, ko si res na odru in je to in ni nič druga in je vse in si samo ti in so vsi in nobenega ni. To je tisti, po mojem, pol balans, ko si samo v momentu in samo uživaš. Pa tudi, če je to samo za tistih 30 sekund ali pa minuto. Ja, kaj ti pa da to? V bistvu je to kak poseben dogodek ali je recimo ekipa? Ne, bom rekla, da malo splet okoliščin, čisto odvisno, kak se jaz takrat tistem dnevu počutim, ja, tudi malo kaka je okolica, ampak to se mi je zgodilo, tako kot pravim, parkrat, da sem res začutila, da je to the moment. Je to bilo enkrat na enem res pomembnem špilu, spet drugič se mi je pa zgodilo v čist nekem intimnem ambientu oziroma z parimi ljudmi okoli, pa sem samo igrala in je bilo to, ne. Mislim, da recimo vsak umetnik ali pa tudi, dobro, kaj še za športnika je mogoče malo drugače, ampak za umetnika ali pa recimo za nekoga, ki je čisto abstraktno izraža, je kar dosti pomemben, da je tako sproščeno okolje, da vse ostalo okrog štima, ne, in da si ti lahko samo tam. Ja, ali je pa tako stresno okolje, da enostavno
Aha, se tudi daš to. na stran, veš, pa si tak, zdaj pa ena kljukica, zdaj pa je šlo skozi, ali ne vem, veš, Pa kaj imaš v mislim. mislih stresno okolje, to me zanima. Ja ne vem, neki ful pomembni nastop, pa že predpriprave so bile naporne, pa neka pričakovanja tudi sam do sebe imaš, drugo, pa se kar vse poklopi, pa gre in začneš verjeti v sebe in si tak, to je to, kar delam. No, kako pa ti, na primer, to pol vidiš, ko imaš tudi povezavo z športom, pa... Ja, v bistvu jaz mislim, da je dost od tega, kako dejansko ti daš energije noter. Aha, Se pravi, aha. če daš veliko energije noter, se pravi v neko vadbo ali pa v nek čas daš v treninge, a ne? In potem, ko greš na tekmo, a ne? Ali pa recimo na neko tekmovanje, ali pa No, pa viš, pa je tudi sprostitev. stresno, lahko takrat ne, Ja, pa ja. to začutiš. Ja, v bistvu je pa res, da šport ima veliko bolj tega naboja, malo bolj, ne bom rekel, odvisno pač kateri šport, ampak malo bolj agresiven moraš biti, ne. Pri glasbi moraš biti pa sproščena, ne. V bistvu je tudi malo Možno, ja, drugačna oblika, ne. možno, ja. Dobro, se tudi Mislim. pri športu je sproščenost, a ne, po eni strani, da dejansko samo teče, a ne. Spet Flow. balanca, evo, Ja, koliko ja. je sproščeno, toliko je. Ja, v bistvu na koncu, ko takole pogledaš, prideš do nekega absoluta, ne, da vse velja za vse enako, a ne. Tako da na koncu in fizik, in športnik, in umetnik. Vse, vsak, vse in isto, ne. poklic, in Ja, to je spet to. ja. Ja, v bistvu najlepši trenutki so, ko dejansko res uživaš, ne. Najlepši trenutki. Ko si recimo na odru, ne, imaš recimo dostikrat tudi kakšne strahove. Kako recimo se s temi stvarmi soočaš, če pride recimo do tega, ne. Pa kdaj pa zakaj? Ja, valjda se srečuješ konstantno, vedno na vsakem nastopu je lahko neka druga zadeva. Srečuješ se pa tako, da skozi izkušnje enostavno se že naučiš shendlati stvari. Torej naučiš se včasih malo sfejkati, oziroma včasih neke stvari, kar spustiš, ok, pač ni šlo skozi, gremo naprej, oziroma hitreje se vzpostaviš nazaj. V angleščini je beseda resilient, da hitro se pobereš, oziroma gre kar mogoče stvar čez tebe. Celo v tistih pomembnih trenutkih, no, ko si na odru. Recimo to, da ko imaš ta strah, ne, te lahko včasih tudi kar malo paralizira, ne. Zdaj pa, Ja, ne, je kar to. Koliko pa je z adrenalinom rešuješ, preden greš na oder? Mislim, ti daje to ful adrenalina, mislim, da tudi tu je včasih tudi ja, to neka je vrsta odvisnost, a ne. Ja, res je. Zdaj, če se spet vprašamo, kje je zdrava mera, ne vem, če sem pravi naslov. Ampak ja, neka zdrava mera adrenalina mora biti, absolutno, celo je bolj, bom rekla, malo satisfying, ko je vsega konec, pa si tak, šlo skozi, ne, top. Malo spet potrditev sama sebi, ampak ja, zdaj spet skozi izkušnje, pa skozi toliko neke kilometrine, malo se naučiš biti tudi akter, pa mogoče neke stvari malo potisneš dol, pa greš čez to, ne. Ja, absolutno se pa še zdaj dogaja, da prije kaki nastop in je za tvoje pojme polom. Saj na zunaj lahko izgleda čisto ok, ampak ker si ti imel neka drugačna pričakovanja oziroma neke drugačne želje ali karkoli, je potem to drugače speljano, ne. Ampak ja, pa je tudi neka mera tu profesionalizma s tvoje strani, oziroma more biti, da enostavno speljaš dogodek, tudi če ni najbolj po tvojih željah ali pa, ne vem, včasih je lahko neka tudi tehnična napaka, ko ni sploh s tvoje strani mišljena, ne, pa se, ne vem, podlaga ne vklopi ali pa tvoja violina ne dela takrat, lučke se ne prižgejo, ne vem, karkoli, da ni mogoče v tvoji moči, da vseeno spelješ to pa narediš maksimum, kar lahko. Še vedno si lahko po nastopu potem razočaran, naprimer, joj, pa je to tak pomemben moment bil, ne, ampak vseeno daš pa tistih 120, bom rekla, procentov od sebe, da tisti dogodek rešiš, ne. Recimo ta profesionalizem, ko si omenila, ne, sej,
Kdaj si pa recimo ti imela občutek, da si zašla pa v te neke konstantne vode, nekega konstantnih nastopov, ker bi rekel, da je v bistvu, ko postaneš konstantno se pojavljaš na odrih, ne, si že v bistvu po neke vrste profesionalec, ne? Ali je to, kako ti to vidiš? Ja, se strinjam. Zdaj nekega tak časovnega momenta ni, oziroma od kdaj se je to zgodilo, bom rekla, da kar sproti spoznavaš, pa sproti, ne vem, na vsakem nastopu pol vidiš, aha, tu je šlo to narobe, oziroma tu bi jaz lahko drugače odreagirala, razmislila ono drugo in pač pol po, ne vem, spet po kilometrini opaziš, pa nekako vsaki nastop je pol lažje dati skozi. Itak je pa vsak nastop spet nek svoj izziv, pa imaš ima nek svoj čar. Tako da ja, pa se pač prilagodiš tistemu. To je pa glih to je pa glih zanimivost, pa tudi čar tega, kar da glih to rada delam, da ni vsakič isto, veš, da ni tako neka dolgočasna služba 8 ur na dan eno in isto delati, ampak je vsaka stvar neki izziv. To je spet tisti dopamin, bom lahko rekla. Ja, abstraktnost, pa nepredvidljivost. Ja, se to. Ja, mislim, lepo, ne. Ja, ko si recimo prešaltala recimo iz klasične violine na elektronsko, ne, si občutila kakšne razlike, tako, mislim, koliko si to občutila, ker inštrument je drugačen, ne? Ja, malo je, ja, absolutno. To bom rekla, da malo mogoče ne samozavest na začetku trpi, zaradi tega, ker tam nisi tako že toliko let si v tej klasiki, točno veš, kako se inštrument odziva, kak zvok da. Ko pa prešaltaš na elektriko, pa ni tak, ni ne vem, da več pritisneš, je pa zdaj kar naenkrat več zvoka, ne, ker je pač valjda električno in popolnoma drugače deluje. To so bolj potegi loka, pomembni in pa tak naprej. No, v glavnem neke te tehnične zadeve, ki se ti pol violina drugače oglaša, kot si ti navajen, ne, in zdaj je to spet na novo, ne. Ampak tako, kot sem te rekla, da itak sem bila pol neki eno leto v svojem bablu, tako da noben ni judgeal, niti sama sebe, oziroma niti nisem razmišljala o tem, ampak sem samo ustvarjala. In takrat si res v tisti neki v nekem toku, ko gre samo iz tebe neko ustvarjanje in nič pričakovanj, nič pritiska, brez nekih vnaprej namišljenih, kaj bi rekla, poti, ampak samo si, pa samo ustvarjaš. Odkrivaš, ne? Samo odkrivaš, ja, to, ja. Pa si v bistvu pa tudi, recimo, si dobila v tak približek, kot je recimo ta klasična violina, kako v bistvu prideš do tega, lahko prideš, kako to izgleda? Ja, to pa je pol že bolj, to pa je že bolj tehnična obravnava tega, oziroma tehnična pol podpora, predvsem na dogodkih, da jaz sem ful hvaležna, če je kaki tehnik, ki zna vseeno glede na prostor fajn porihtati zvok violine, ker iskreno to nisem jaz najbolj še vešča. Vseeno to prepuščam nekim tehnikom in če znajo fajn porihtati, seveda ni isto, absolutno je klasična violina klasična, se pa da vseeno vsaj nek približek oziroma vsaj neko dušo malo dobiti tudi v tej plastiki. Ker recimo tako, lahko daš tudi, verjetno da se zelo igraš za zvoki, ne, daš različne zvoke čez drugačne... Tu pa ni konca, res tu pa ni konca. Doma imam pač tisto eno pedal in tako veš z efekti za kitaro in res enostavno ni konca raznim eksperimentom, bom rekla, ker je zvokov milijon. Vseeno pa ne dela čisto kot kitara, zaradi tega, ker na kitari seveda brenkaš, tu pa pač dlje časa traja zvok in kakega ekstra distoržena, ne vem, ne moreš, ne, oziroma moraš drugače predelati, tako da tu pa je pol te eksperimenti pridajo na voljo. To bi tisto leto, ko si ustvarjala pa raziskovala verjetno. Ja, pa sem pol ugotovila, da še nič ne vem, da je še ful veliko za raziskati. Si najdla v bistvu za kak setup, recimo nekih zvokov, ki si ti všeč? Nekih malo sem našla, absolutno, tudi malo sem si pomagala, oziroma
tam, kjer sem naročila violino, tisti gospod se tudi ukvarja malo s temi special effectsi za violino, tako da tudi od njega sem neke stvari malo kupila, malo poslušala, tako da nekaj sem si prilagodila. Ja, ampak je še dolga pot do odkrivanja, kaj vse je možno. Recimo, pa verjetno zdaj še zmerom šaltaš med klasično pa med to violino. Ja, Kako pa to preklaplaš? Ker to zna biti včasih, a ne, se moraš malo navaditi, a ne? Mislim, da eno vadiš nekaj časa, a ne, ker je čisto drugačno kot druga, a ne? Zdaj mislim, da ni več takega problema. Aha. Neka čist fizična, edino razlika je predvsem v tem, da klasična violina moja ima 4 strune, tako kot normalna violina, zato sem pa kupila, ko ima 5 strun. Torej viola in violina skupne, ima torej še nižjo struno dodano in tu je potem samo razlika predvsem dviga roka, ker pri klasični sem bila navajena na zadnji, oziroma mislim na prvi, na G struni igrati zelo z močjo. Zdaj na tej ne morem, zato ker takoj zadanem tisto na nižjo struno, tako da to je mogoče največja taka razlika, ampak ne, zdaj z nami pa iskreno ni težko, oziroma ker dosti krat preklapljam, dobro na dogodkih zdaj večinoma igram z električno, ampak doma pa vseeno ful rada snemam z klasično, ker vseeno malo bolj poznam zvok, malo bolj vem, kako se odraža, malo bolj vem tudi zvok porihtati, po domače povedano doma, tako da se vseeno raje vračam na klasično doma. Kako se pa tehnično v bistvu bolj posnameš? Se pravi, imaš v bistvu mikrofon? Ja. Se pravi, klasični mikrofon, koliko ima saksofon, recimo. Tako, doma imam pač klasični mikrofon, pa to ne. Pa mora biti v bistvu tudi akustični prostor tako narejen, da se lepše sliši? Pač ja, bi bilo fajn zdaj vseeno z partnerjem v nekem malem stanovanju, tako da probam izkoristiti, koliko se da, pač tisti prostor, pa pol mogoče z efekti, veš, dodam malo reverba, malo delaya, tak naprej, ne. Ali pa pol prepušljam kakemu tehniku, da mi pol on malo popravi zvok, ne, če nisem glih najbolj zadovoljna. Ja, ker recimo tehnični del, ne, je kar drug spektr, ne. Eno je igranje, ne. Točno to. Tam je umetniški del, ne. Točno tako, da bi zelo umetnik pa mojster, ko potem izdeluje na koncu, ne, neke stvari. Točno to. In prosti, te prekinjam, ko si me vprašal, kdaj je pol tisti moment na dogodku, je ful velika tudi je dosti odvisno od samega, ne vem, tehnika, ki ti pol zvok pričara. Vsaj meni je naprimer pomembno, da res to pol moja vizija, kak jaz zdaj igram, točno tak se sprojecira v tisti prostor in če to štima, to je to. Ker recimo doskrat je mislim, da je ta tehnični del tudi včasih toliko zanimivo, da zdaj znaš recimo tudi pol razložiti, kako mora nastaviti, si šla tudi v to smer ali si v bistvu bila vržena v to, ne? Malo sem bila vržena, je pa res, da bi še iskreno mogla, oziroma še odkrivam ta del, da sem bolj jasno povem, oziroma da je bolj jasno razumem sam prostor, pa da razumem, kako to funkcionira. Ja, neke osnove sigurno vem, pa vem povedati, ampak vseeno, vse veš, odvisno je tudi od sound sistema, odvisno je tudi od samega tehnika, tak naprej, ne. Ja, to so kar izzivi včasih. Ja. In obratno, verjamem, da tudi za tehnika je izziv violino, ne, oglasiti pravilno, pa tako da svaka jim čast. Recimo, kako pa recimo zdaj tvoji nastopi izgledajo, ne? Se pravi, recimo pač v otroštvu si imela verjetno nekaj teh nastopov, verjetno v kakih koliko veš si recimo bilo na začetku, a ne? Ko si recimo začela igrati v teh ja, to so bili pač, ne vem, te orkestrih recimo, ne? Aha, ja, ja, zdaj spet odvisno, ali je orkester ali igraš sam. Zdaj, violina je dokaj solo inštrument, tako da smo dosti igrali pač na teh raznih letnih produkcijah, ali kako se reče. Potem pa si še zraven tega igral v orkestru, ne, ker si se pač mogel prilagajati tudi drugim. Tako da, ampak je vse bilo bolj tako javno, oziroma za starše, za glasbene šole, tak naprej, ne. Ampak vseeno je bilo bolj posvečeno ljudem, ki se ukvarjajo z glasbo, oziroma ko so obkroženi z glasbo. Zdaj imam pa dosti
več eventov na takih področjih, kjer niso tudi glasbeniki. Se pravi, v bistvu bolj entertainment varianta? Tudi. Mislim pač v bistvu bolj kot nek dodatek. Tudi, ja, tako. Bolj to, no. Tudi tu je mogoče pol manj pressinga, bom rekla, oziroma veš, v glasbenem svetu dosti krat se zgodi, da je dosti nekega obsojanja oziroma judgment, kako zaigraš to noto, kako zaigraš, ne vem, to skladbo ali kakorkoli je tido. In je bolj čakanje, kdaj narediš napako, aha, si to pravilno speljal, veš, na tak način, ne pa kot same glasbe, kot celoto. Saj jaz sem dojela, se je začelo to dogajati, ne. Ko pa priješ na kaki taki event, pa to te pa včasih ljudje, ker pač samo poslušajo, samo so tam in samo dojemajo. Veš, brez nekega, aha, tam je pa bilo, ne vem, to narobe ali nekaj, ne. Ne, se to dosti... In tudi jaz bolj uživam, da dam ljudem kot izkušnjo, veš, kot čutenje, kot sam performance, ne pa samo... Vse, kar smisel umetnosti je to, ne? Da dejansko vsak posameznik ekspresa ven tisto, kar pač v tistem trenutku čuti, oziroma do tistega nivoja, ko je nekako prišel, ne? Do tega trenutka, ne? Vse to. Tudi dosti, ne vem, mi včasih to reče, joj, nisem glasbenica ali nisem glasbenik, ne vem, ampak meni je bilo lepo. Sem rekla, to je meni važno. Sem jaz glasbenica, vem, če je šlo kaj narobe, ne? Bolj mi je važno, kako pač podoživljaš to. Ker tudi sama sem opazila, da pol včasih veš rataš preveč perfekcionist, kar je super, ker te pač privede do neke stopnje, ne, ampak enostavno nehaš uživati in samo iščeš, kako vse preračunaš, da je vse do potankosti odigrano, da je vse zvadeno točno tak, ne, kar je super, ampak v procesu tega pozabiš, zakaj to delaš, pozabiš samo uživati v tem, kar delaš. Tako da ja, pol mi taki eventi pa to mi pa dajo, to je pa res. Tudi moj doma ve, da če ne vem, kaki teden ali pa 2 nimam špila, sem že kar znam biti malo depresivna. Ker recimo ta presinka, ne, recimo če so sami vrhunski akademiki, ne, recimo rečemo za glasbo, ne, se mi zdi, da na vseh področjih je tako, ne, se pravi, takoj, ko preideš iz nekega, ne bom rekel, splošne publike v neko akademsko sfero ali pa neko profesionalizem, ne, tam, ker dejansko mora biti vse perfektno, ne, na vseh področjih, ali to zdaj govorimo o marketingu, ali govorimo o developerju kod, ali je to, vse pa se mora biti v bistvu na koncu perfekcija, ne, do potankosti, ne, in detajli pol na koncu včasih mogoče najbolj štejejo, ne, v določeni sferi. Ne, v določeni sferi. Je pa res, da... Zdaj pa, tu v tem primeru je pa spet odvisno od karakterja človeka. Ja. Veš, nekdo, ko bo tudi, tako si rekel, developer, pa bo pač res ono do potankosti nekaj izdeloval, pa bo v tem užival, oziroma v tistem končnem rezultatu bo tak, ja, vse sem dal od sebe, to je to, odlično. V glasbi isto, jaz občudujem, naprimer, ko kdo igra neke res težke klasične zadeve, pa je vse do potankosti tako izpeljano, pa vidiš mu tudi na obrazu, da uživa, da je not padel in mu je, pač to je to. To je tudi point za njega, ne. Enostavno meni je bilo samo to mogoče malo preveč nekega pritiska, pa judgmenta, bom rekla, mogoče tudi sama do sebe, pa to, tako da. Ja, ker sam sebi pričakovanje dviguješ, ne. Ja. Sploh, če v bistvu izbiraš neko okolje, ne. Doskrat je mogoče tudi to bolj, ne. Se pravi, da okolje zamenjaš, pa je v bistvu spet uživaš. Vse to. Ko si recimo začela z električno violino, ne, si imela recimo že kar v štartu dosti teh nekih mislim, kako si v bistvu začela prej si rekla, da imaš pač rada te neke svoj brand, pač neko svojo vizijo imaš, kam bi rada šla, v neko smer, ne. A je v bistvu bila ta električna pot, mislim pač električna violina, ena izmed teh poti, ki ti je v bistvu dala zdaj to naslednjo stopnjo? Ja. Aha. Se pravi, neka samostojna pot, svoj brand, ali kako imaš v bistvu, kaj je tvoja želja?
Ja, absolutno. Električna violina mi je dala malo več, bolj obširne možnosti. Bom rekla tako, električna violina mi je odprla nekaj vrat. Zdaj vidim nekaj več opcij, kje lahko se jaz izboljšam, kjer lahko več nastopam, kjer lahko mogoče pokažem več sebe. Tako da ja, električna violina je definitivno zagnala to željo po improvementu, po več nastopih, tudi po različnih nastopih. Tako kot sem prej omenila, mene ful vleče v tudi neko v elektroniko. In zdaj, če vprašaš, kam, že različni žanri, kje vse lahko to vključim, in pač sam sebe pol fasciniraš včasih, kaj vse se da, in glih ta nevednost oziroma te razne možnosti mi dajo toliko navdiha, da probaš tu, pa probaš tam, pa tudi če kaj ne gre, ok, sem probal, gremo naprej, probamo nekaj drugega probati, in to mi je tako fascinantno in absolutno ostajamo na tej poti. Ja. Ne, ker mi je tak, mi je lep inštrument, no, pa se mi zdi, da v elektronsko glasbo samo po sebi recimo zelo paše, ne, zato ker dejansko dobesedno zapolni tisto mogoče praznino včasih, ne. Ko v elektronski glasbi je mogoče malo je bolj, bi rekel, je bolj normativ v elektronski glasbi, da dejansko ima po segmentih, ni inštrumentalna, ni toliko polne glasbe, ne, je veliko bolj taka, sploh v zadnjih obdobjih, ta produkcija, ki zdaj nastaja, res je. je veliko bolj Sam se malo vračamo, veš? Ja, se malo vračamo oziroma se dodaja zdaj. Jaz mislim, da je točno ta potreba po tem, ne? Da potreba po glasbi je vedno bolj dinamična, vedno bolj z aranžmajem dopolnjena, dinamična in tako naprej. Ne? Res je. In iz tega naslova recimo prihajajo ti inštrumenti bolj nazaj upoštevane. Res je. Saksofon je sicer že v bistvu klasika, ne, violina pa res je. Bistveno manj. Ja, zdaj tudi odvisno, katero z vrst elektronike gledamo. Ne? Zdaj, če je to kakšen house, afro house, tu je saksofon vodilen že kar nekaj let. Ne? Bom rekla, da tudi že violina, opažam, da dosti, ne? Če pa gledamo pol še kakšne druge žanre, se zdaj implementira, ampak dosti se dela prek računalnika. Veš, da se pač dodajajo že software inštrumenti, ne pa dejansko v živo inštrumenti. Tako da ja, tu vidim še ful veliko nekega potencijala in absolutno želim tudi v to smer prodreti. Ja. Sej, recimo, do zdaj, ko nastopaš, imaš v bistvu svoje komade, recimo, kako si pa, imaš v bistvu nek svoj aranžma, ko greš kam nastopati, kako recimo si postaviš? Čisto odvisno od samega dogodka. Okay. To mi je glih tako všeč, da je res vsak projekt je lahko tako poseben, nekje pač je potrebna samo background muzika, oziroma pač background glasba, kjer jaz z violino samo dodam nekaj. Ne? In to je spet odvisno od naročnika, ali želijo to bolj, zadnje čase si želijo bolj neke teže poznane komade, klasične, ok, super, ni problema. Tu pol probam z inštrumentalno glasbo, bom rekla, nadomestiti vokal, ampak vseeno nekako zimprovizirati, da je malo drugače, malo dodati, malo mogoče iti izven glavne melodije, pa kaj tak zaigrati. Potem imaš kakšne spet background glasbo ali pa tudi ne, ali pa tudi redne projekte z kako house glasbo, tam pa itak improviziraš ful, pa dobesedno dodajaš med temi raznimi prehodi neko glasbeno smer. Sem imela že tudi projekte, ko si želijo, ne vem, specifično neko glasbo, ampak sem jaz potem z violino naredila neki svoj aranžma in dodala mogoče bolj v dramatični verziji. Vem, da nedolgo nazaj sem igrala od AC/DC komada in je bilo v dramatični orkestralni verziji, sem dodala violino z nekim introtom,
30-sekundnim zaradi, ne vem, postavitve odra, pa kako pač moraš iti na oder. Tako da ja, veš, taki izzivi, ko moraš nekaj dati svojega, to mi je top. Koliko ti pa priprave vzamejo bolj to? Čisto odvisno. To me, na primer, moj vedno vpraša, in kako dolgo boš rabila, ne vem, za ta projekt. Včasih je lahko to 10 minut, včasih je pa lahko to več dni. Veš, čisto odvisno, kako najdeš tisto žilico, kako najdeš nek tok, kreativni tok. Odvisno tudi, kako dosti, ne vem, včasih rabim kaj nasnet, da je več violin, da se sliši kot mali orkester. Takrat seveda rabiš malo več časa, preden greš skozi vsak inštrument oziroma vsako linijo. Potem jaz dostikrat bolj rada eksperimentiram, pa probam pač. Teda včasih mi vzame več časa, kot bi mi dansko lahko, ampak to je pa spet tisto, pol sem spet nazaj v tisti neki ustvarjalnem toku, spet brez nekega judgmenta, sama sem noc in to je to. Tako da ne gledam to kot neko urno časovno postavko, veš, kaj mislim. Ja, vse, ker ne moš, ne? Vse, ker recimo to ustvarjanje samo po sebi, pa ne, včasih lahko imaš slab dan, slab teden, ne? Se to. In kako pa to premestiš? Zdaj sem se že naučila, da pač enostavno, ok, danes pač ne bo šlo. Pač zakaj nekaj siliti, če vidiš, da ne gre. Še ne pomeni, da zdaj pustim, pa je to, še vedno ponavadi več ur pol nekaj vztrajam, pa ne gre, ampak vem, da bom pa jutri ali pa jutrišnjem pa dobila žilico in ideja bo tak prišla. Ne? In rajši pustim, da pride ta ideja, ne glede na to, da je, ne vem, 2 dni prej trajalo, da ni šlo nič skozi. Kot pa da se zdaj fokusiram na, ne gre mi, ne bo šlo to skozi. Ne gledam to kot na negativno stvar. Raj gledam na, sem probala to, ne gre, ok, sem probala to. Negi me pa nekaj čaka, oziroma bo že prišel moment, sem pač moraš vztrajati. Ja, mislim, to je tako osnova, ne? Ja. Moraš kar obupati. Ja, vse to. Ampak ne, imam zelo rada ta proces, bom rekla, ker tudi Si narediš kakšne take rituale? Rituale? Ne vem, da greš na sprehod, imaš, ne vem, recimo tako so določene včasih stvari, če se preveč poglobiš, recimo tako, da bi zdaj rekel, ne vem, predolgo iščeš neko rešitev na internetu, ne? Pa brskaš, ne? In včasih boljš, da greš ven za 1 uro, pa prideš nazaj, pa je rešitev tu, ne? Ja, dobro si mi idejo dal. Mogoče moram malo večkrat neke rituale vključiti not, hvala. Okay. Ja, sigurno, ne vem, pustim na stran, grem kaj drugo malo delati, pa prijem nazaj, ali nekaj takega, ja, ampak dobro, da si rekel rituale, bi mogoče mogla nekaj Ja, ker če recimo doskrat opazim, recimo pri svojem delovnem procesu, opazim, da v vsakem primeru vsak del je neke vrste kreativen, sploh če se pač kreativen človek, ne, v osnovi, ne. In, da bolj mogoče motivacijo, oziroma to črpaš od nekje druge, ali pa prepustiš. Ja. Enostavno pač greš nekaj drugega, ali pa nekaj drugega greš gledati. Pustiš, pa ne vem, greš ven, pa prideš nazaj noter, pa ostaneš, pa ker recimo, ko padeš noter v ta miselni proces, ne, pa začneš na silo nekaj iskati. Ja, pa ne gre nikamor, pa se vrti ven. Pa včasih mogoče napačno odločitev, ne, sprejmeš. Mene recimo doskrat mi je motivacija deadline. Ne, v bistvu tak, ne, deadline je tak, ne, se pravi, ok, naslednji teden mora biti to gotovo, ne, zdaj pa ful časa razmišljaš o tem, skozi recimo v tem nekem pogledu, ne? Da pa tole pa moram rešiti, a ne moram najti neko rešitev, skozi imaš nekje od zadaj to rešitev moraš najti, ne? Pa na neki točki, bliže ko je deadline, bolj se ti ta proces začne odvijati in hitreje najdeš in bolj se kar nekaj zgodi, pa najdeš, ne? To je pa res. To je spet neki podzavestni pritisk po mojem, ampak dober pritisk. Ja, mislim, na deadlinih je kar veliko se sveta vrtino. To je res, ja. To je res. Ampak ja, hvala za idejo za ritual, oziroma da s temu rečeš ritual, veš, da mogoče tudi svoje možgane malo shiftaš, pa jim daš vedeti, ok, zdaj pa switch off, delaš nekaj drugega, pa se vrneš nazaj, fokus on, ne. Ja. Ne smisel, da imaš recimo ti kako drugač, se v bistvu v končni fazi se tudi to je ritual, ko si rekla, ne, da imaš, da v bistvu puščaš ta flow, ne. Se vsak mora najti svojega, ne, se niso to zdaj pravila, ne. Ja. Ko recimo greš, recimo iskat te neke, recimo neko kreativnost, ne.
A ti je, ne vem, recimo na kaj se opreš, recimo doskrat, ne? Se pravi, kje iščeš recimo tiste istočnice, ali iščeš v informacijah, ki ti jih dajo naročniki, ali recimo izviraš čisto iz sebe, kak recimo gledaš? Odvisno, zdaj spet odvisno od samega projekta. Probam jaz seveda implementirati to, kar pač je potrebno za sam potek dogodka ali pa pač kaj so želje naročnika, potem pa enostavno izhajam iz glasbe. Pač poslušam jo večkrat, sproti probam igrati, veš, dam kar na loop mogoče, pa kar igram, brez nekih pričakovanj igram, pa mi je neki del všeč, pa sem tak, dajmo posneti to. Veš, pa tam probam posneti delček in sem tak, in pol nekako se veš kot puzle se pol kar sestavi. Pol mogoče neki del brišem, ker ne bi rada nekaj drugo dopolnila, ampak opažam, da mi ful odgovarja, če delam tako po delčkih. Veš, včasih gre valjda flow pa kar vse odigram, ne, ampak dostikrat je pa tak, da dodajam, to bi lahko to bilo, pa potem nekako skreiram neko celoto, no. V bistvu ful dober ritual. Ja, no, hvala. Veš, tako, po mojem pol ni toliko pritiska, zdaj pa moramo od začetka do konca narediti vse v nulo, ni onega pressura, da zdaj pa če nekaj vmes gre narobe, in enostavno spet pustiš sam sebi od znotraj, da prije pač sama ideja od sebe, pa lahko to v prvo ali pa v 10. Pa v bistvu imaš doskrat, recimo, koliko ti dajo pa naročniki, recimo, ali pa tako, koliko imaš prostih rok? Mislim, pa koliko tebi to pomeni, ne? Koliko ti to pomeni, ne? 5, odvisno. Zdaj, rada imam neke napotke, da tudi vidim, da naročnikom, da imajo neko vizijo, da jim ni vseeno, veš, da je neka zgodba za samim eventom, to mi je top. Ampak da mi pa vseeno pustijo, veš, tisto mero nekih prostih rok, da vseeno jaz dodam del sebe, ne. Je pa res, da dostikrat mi pa enostavno prepustijo pač to, pa pač dodam sebe, ne. Pač res bi si želela več kakih takih kreativnih dogodkov oziroma projektov, ker večina je pa še vedno, veš, tisto, glasba, pač samo igraj. Veš, imaš, ne vem, ali imaš tisto točko, ali imaš neko background muziko, ne vem, pol ure, 1 uro, pa to pač tvoj nastop, ne. So mi bolj v izziv ko je točno, ne vem, določeno, zdaj pa želimo 30-sekundni intro, da preden se začne skladba, potem pa bi želeli da se sovpada z lučmi, enkrat sem imela z nekimi laserji in pač taki ti pol dajo še malo več možnosti neke kreative. Ja, torej več detajlov, ne? Več detajlov, tako. Tako da. Nekaj recimo doskrat je tak, da ta kreativnost, ne, te pol tudi pripelje do neke lastne produkcije, ne. Absolutno, pa lastne rasti, ne. Ja. A si šla tudi v lastno produkcijo kakih komadov, recimo, ne vem, kako si se s tem soočala, v bistvu, ali imaš to željo, se ti že kaj odvija na tem področju? Absolutno imam željo, absolutno. Zdaj, čist svojih komadov še ne. Rada pa dodajam v že obstoječe zadeve, kake svoje pač te vložke, včasih mogoče kaj, tako kot sem prej rekla, nasnamem več linij, da pol skreiram kot mali orkester ali nekaj takega, pa pol mogoče to pač predelam, da zveni drugače. Sem že tudi, ne vem, s parimi DJ-ji sodelovala, da so mi dejansko dali set, pa pol jaz dodam pač nekaj violine not, torej tu ni že nobene glavne linije, ampak je dejansko linija čist moja. Tako da bolj na tak način sem že sodelovala. Recimo pri produkciji kakih komadov pa te stvari, recimo s kakimi recimo izvajalci, na kak način si recimo se s tem soočala? Ali si šla že tudi v to smer? Tudi, ja, z nekaj pevci, z nekaj bendi sem to že sodelovala, pa dodajala nekako svojo violino. Zdaj, fajn mi je bilo glih tam, ko sem lahko res po svoje
dodala zadeve. Sem pa že imela tudi primer, ko so pač želeli točno to nasneto in pač vidim njihovo vizijo in probam čim bolj se približati pol tisti njihovi viziji. Ne. Tako da ja, moram pa absolutno več delati na neki svoji produkciji pa ustvarjanju. No. Ne, ker recimo, vem, kako si imela pa to izkušnjo, kako ti je to bilo, recimo, tako sodelovanje, da recimo pač dobesedno zapolniš sebe v nekem komadu, pa tako ne. Kako si se recimo s tem soočila, pa recimo, kako je to izgledalo pri tebi, recimo, kot miselni proces, ne? Ja, isto kot doma se vsedem, pač preposlušam, pa igram. Pa enostavno samo igram, probam dodajati, probam implementirati violino not in enostavno pol pač rata tam delček mi je všeč, ta delček pa ustvarim neko skupno celoto. Tako da na tak način, ne. Ker recimo, koliko pa, glede na to, da smo zdaj na nekem prehodu, jaz dosti to temo odprem, sploh v glasbi, umetna inteligenca prihaja, ne? In so stvari v bistvu za glasbenike kar mali izziv, no. Eni jemljajo to kot dobrodošlico, kot neko orodje, a ne? Drugi pa v bistvu kar precej zavračajo, ne? Na kater pol si se ti postavlja v tem primeru? Oziroma si že to dosti spremljala, mislim, da spremljaš to, kako ti vidiš? Malo spremljam. Bom pa rekla, da se bolj nagibam k dobrodošlici, dokler to ni preveč posesivno, oziroma dokler ni samo to pa nič druga. Veš, če je to kot neka pomoč, kot neka možnost za več ustvarjanja, absolutno sem za. Kaj pa ne? Se pogledam na čisto vseh področjih, si nekako probamo pomagati, tudi ne vem, v zdravstvu je zdaj več aparatur, prej so to vse na roke delali, veš, kaj mislim, ne, pa še vedno je doktor potreben za neke stvari, ampak pač jim to pomaga. In isto je po mojem pri glasbi, zdaj, če ti nekaj lahko doprines, ali pa predvsem jaz gledam v tej smeri, da ti da mogoče samo idejo. Ne, kot ne vem, ta AI pa slišiš, ne vem, neke, pač on ti valjda hitreje neke stvari naredi, pa pol od njega samo dobiš idejo, jaz bi pa lahko tudi, ne vem, nekaj podobnega, ampak malo po svoje naredil, pa jaz vidim to samo kot plus. Seveda, če pol ostaneš zvest sebi, pa pol vseeno svoje narediš, ker čisto realno povedano tudi na nekih live dogodkih ali pa nasplošno živo glasba je vseeno v živo. Veš, to nobena inteligenca ne bo mogla nadomestiti. Vseeno nima čustev, nima že same figure nima, da bi tam na odru stala ali poleg DJ-ja, ali je to v koncertni hali z orkestrom pa solistom, veš. Pač ne zamenja tega čara, tako da jaz se ne bojim tako fejs tega. Oziroma mi je fajn, če mi doprinese neka možnosti. Isto spet smo tam na tistem TikToku, pa YouTubeu, pa teh zadevah, ne. Jaz dostikrat to grem poslušati, pa dobim samo kot neko idejo, inspiracijo, tako da absolutno je to dobrodošlo. Ja, ker je orodje, ne. Je orodje, to res, da recimo potrebo po glasbi pa po razvoju glasbe, ne? Recimo dostikrat pravijo, da je demotivacijsko za glasbenika, ne? Ker recimo, ne vem, določeni modeli, ne? AI modeli že dobesedno ti povejo, koliko znaš igrati, ne? Sploh za nekega mladega človeka, ne? Okay. A bi dejansko šel zdaj on igrati violino ali pa nek inštrument, če mu pa tamle AI naredi v zelo kratkem času ogromno nekih možnosti pa rešitev, ne? Koliko misliš, da bo to motivacijsko za glasbenike? Ne? Ne vem, jaz se ne bi toliko bala, predvsem v glasbi. Mogoče na katerih drugih področjih, kot so, ne vem, če smo prej omenjala soft inženirje, pa to, bi prej se bala v tisti smeri, ker pač računalnik nadomesti neko tipkanje, pa mislim, ne neko tipkanje, pač neki tisti proces, hitreje lahko, oziroma je bolj nadomestljivo, kot pa glasbenika, ki pač v živo ustvarja, ki ima ta neki proces, ki ima ta neka čustva vpletena, če se razumemo, ne? Ker tudi isto športniki, na primer,
se pač ti moraš biti fizično tam, ti lahko ustvariš ne vem kakšne bote, pa ne vem kaj še vse, da ti prek televizije predvaja super športnike, pa ne vem kaj, ampak ni to tisti čar. Trenutka, ne? Super, hvala. Čar trenutka, ne? In isto pri glasbi, pač včasih glih, ne vem, če poslušaš kakšne plate, CD-je, karkoli, ne, pa je tam vse tipi topi, pa vse sproducirano do potankosti super, pa se ful lahko lepo sliši, ne. Pol v živo je pa še tisočkrat večji čar. Pa že zaradi ljudi, pa zaradi, to je point glasbe, ne. Zaradi vseh prepletov teh čustev, tudi ko greš na koncert, pa je ne vem koliko ljudi okoli, ki isto sliši, isto, mislim, vsak nekako drugače podoživlja, ki je vsak je tam v tistem momentu, to noben bot ne more spremeniti. Oziroma zamenjati, bi rekla. Tako da ne, jaz se ne bi bala. Zdaj, spet je tu odvisno, kako vsak posameznik gleda na to. Zdaj, če ti to negativno gledaš, AI me bo zamenjal, ja dobro, te pač nobene službe več ne obstaja. Skoraj. Veš, kaj mislim, ne? Pol pač si lahko negativno gledamo, pa je to, ne. Če pa to vidiš kot nekaj, lahko mi pa pomaga, pa bom jaz iz tega še več naredil, oziroma še večji preskok, oziroma bom še bolj nekako svojo vizijo dal na plan. Pa kreativnost, ne, ker dejansko ta kreativnost, jaz recimo vidim sicer kot zelo veliko kreativnost, ne, ki ti da to neko širino, ne, in tist, ki že nekaj zna, ne, bo v bistvu imel zelo dobre možnosti, da lahko to zelo hitro nagradi. Absolutno, vse isto je tudi, če gledamo par let nazaj s samo socialnimi omrežji, ne, že takrat so vsi govorili, socialna omrežja so slaba, oziroma še vedno govorimo, ne, socialna omrežja so slaba. Ja, so slaba, ampak marsikomu so pa prinesla, da hitreje pridejo, tudi pač nam prinašajo, ne vem, da hitreje priješ do naročnikov, da se lažje komunicira, lažje dobiš spet neke informacije, kakšne inspiracije, ideje, tak naprej, ne, tako da balanca, kak gledaš na stvari, veš. Ja. Mislim pač prilagodljivost, ne, danes so 20 let so bili drugi izzivi, a ne? Tako, vedno so bili, pa vedno bodo, ne. Ja. Tako v bistvu dobesedno, tako si povedal, mislim zelo direktno, ne. Tako dansko sam vidiš, pa tako boš sam znal izkoristiti priložnost, ne, tako je boš tudi dansko ustvarjal, ne, pa imel, ne. Tako. Ampak je pa res, ne, recimo mi smo se pogovarjali, ne, da recimo sama motivacija, ne, pri razvoju, ne, ker ti si danes navajen na tak način življenja, pa na tak stil, ne. Zdaj preklopiti, ne, na drugačnega v zelo kratkem času, ne. Včasih si rabo dlje časa, da si dejansko, mislim, več časa si imel na voljo, da si se ti prilagodil. Ja, zdaj pa prehitro gre. Zdaj gre pa prehitro, ne. Se res se, in ta smisel tehnologija gre malo prehitro, kot pa mi sami gremo naprej, ne. To je res, ne, samo Saj isto je pri otrocih, ko smo se prej pogovarjala, kako bolj obdržati neko to motivacijo, pa to, jaz verjamem, da je ful težje. Zdaj pa spet je odvisno, kak od malega otroka nekako vzgajaš, oziroma kam sploh pokažeš, kaj je. Ja, ker recimo to ta generacija, ki se zdaj rojeva v Dansko, se rodila v AI generacija, ne? Ja. Ta se bojo od samega začetka v bistvu z boti povezani, ne? Ja. In ta kreativnost. Jaz recimo vidim tu kot glasbo, ki se mi zdi, da bo imela še večjo vrednost, se pravi v živo, ne? Se pravi kot oseba. Absolutno. Saj, če že gledamo COVID, je to malo dokazal, bom rekla, no, pač za nekaj časa so nas malo zaprli, pa se je ful zaustavilo teh zadev. Zdaj, če pogledaš, je pa ful več nekaj, mislim, končno nazaj prihaja to neko hrepenenje po živi glasbi, po pletanju glasbe. Kako si pa takrat prebrodila ta čas? Je bil fejs težek za tebe, ker bi se bilo veliko negotovosti? Pa iskreno, mislim, da sem takrat glih začela in je bilo to tisto leto, ko sem jaz čist padla noč z elektriko, tako da jaz mislim, da sem odlični čas trofla. Mislim, da je bilo glih to takrat.
In se mogoče niti nisem zavedala, veš, da sem pa zdaj padla v neko obdobje, ko pač neka glasba ni mogoča, veš, kaj mislim, ker sem bila glih še na faksu, pa bolj že doma zaradi, mislim, da sem imela takrat absolventa, pa sem malo več časa bila doma, pa to violino sem si kupila, malo bolj sem doma ustvarjala in nisem več niti čutila te razlike, oziroma še nisem imela niti toliko nekih javnih nastopov z električno violino, tako da pol se je to vse skupaj začelo odvijati, tako da jaz nisem imela tega. Da si imela v bistvu bolj Cviča. mirne. Tako. Da lahko Verjamem pa, da je bilo konkreten šok za nekoga, ki je že bil profesionalno, govorimo da je dobesedno služil kruh z glasbo in pač je bilo vse zaprto. Saj ja, tudi jaz sem to valjda začutila že glede šole pa vsega tega, ne, ampak oziroma govorimo ko začneš služiti, pa nisem imela takega preskoka. Tak da. Ja, mislim, ker marsikdo je rekel, da tisti čas zelo dobro izkoristil za ustvarjanje. Ne? Tako. Spet, vidiš, glej, odvisno kako vzameš. Lahko si vzel tisto obdobje kot, vse je slabo, pa ne morem nič, država mi ne dovoli, ne vem, zakaj sploh delam to, kar delam, ne ceni se, glasba ni to, kar bi pač če se lahko živiš, ali pa po drugi strani rečeš, imam pa toliko več časa, pa toliko več energije vložim v to. Ne. Mislim, vse v glavi. Vedno je percepcija. Ja, se to. Tam hočeš iti, tam boš, ne. Vse v glavi. Glede na to, da te ful elektronika zanima, ne? A si tako imaš željo zdaj ful več časa posvetiti temu? Mislim, tako več teh nekih projektov sodelovati, pa Absolutno. vse te zgodbe nekako dati, kako recimo vidiš sebe v teh nekih projektih, ne, tako, kako bi recimo bilo za tebe idealno, pa da bi bilo nekako kreativno po tvojih željah, recimo, ne, ali pa recimo tvojih vizijah, ali pa tako naprej. Vizijah, to pa, kako pravijo, sanjajo o zvezdah, da ali kak že, da cilja je visoko, pa pristaneš na, ne vem, zvezdi ali nekaj glavne. Ne, mislim bolj v tem smislu, da imam toliko raznih idej, toliko želj, da če se mi vsaj nekaj, veš, tako uresničuje, ali vsaj nekaj sem že na pravi poti. Tako da ja, absolutno se vidim v, ne vem, sodelovanju s kakimi producenti, mogoče s kakim DJ-jem, v kakih setih mogoče dodati glasbo. Ful mi je prijetno, ne vem, v kakem Afro House mogoče tudi vpeljati glasbo ob nekih druženjih. To je na primer čist druga smer od kakih festivalov, kjer imaš malo bolj komercialno, ali pa je ta zelo smerjena? Ali misliš, tudi komercialno, no, ampak bolj mislim, ne vem, kaki tehno varianto, ko je čist drugače kot od nekega Afro House druženja, veš kaj mislim, ko je tam sočni zahod, pa ob morju, ne, taki vibe, bolj pa imaš neke festival zadeve, ko je bolj rave varianta, no. Ja, vključitev violine v kakšne te razne projekte, ne vem, ful sem odprta na razne možnosti in vse, kar pride, kar mi da življenje, pač bom zagrabila, tako povem. Ja, no, se kakva glasba je pa te recimo všeč elektronska, ko si rekla, da si v bistvu afro verjetno? Bolj tehno. Bolj tehno, ja. Bolj tehno, pa kaki groove tehno, ja, hard tehno, zelo. Hvala tega. Ja. Mislim, da moraš tudi biti bolj dinamičen, ne? Ja, tudi. Čeprav imam pa rada, veš, pol tiste, glih to razliko med zelo ritmičnim pa takim ponavljajočim tempom do pol tistih prehodov, ko je pa čisti switch, pa je čisti emotional. In pač takrat tam absolutno vidim možnost vključiti violino. Ja, no, mislim, da violina danes, recimo jaz si bila na Umekovem simfoniji
Nisem bila osebno tam, sem pač poslušala pol posnetke pa to, ampak žal nisem bila takrat. Ja, mislim, meni je bilo hudo. Sem tudi že spremljala, saj ne vem, točno sem pozabila, kjeri DJ so bili, oziroma kjeri DJ je bil, ko je bil tudi drum and bass, mislim, da v Avstriji so imeli tudi to simfonijo, z drum and bass pa simfoničnim orkestrom tudi fascinantno, tako da. Mislim, meni je ta od Pitonga je tudi zelo fascinanten, ko je v bistvu, mislim, da v božičnem času zmerom delajo v Londonu ta Ibiza Classic, neki delajo pa s Pitongom pa tako naprej. Moram pogledati. Je tudi cel orkester, ne? In isto je bilo zato v Ljubljani, ne? In je v bistvu zelo fascinanten pa zelo dober, ko enkrat je 10 violin gora, ne? Pa čist drug feeling se pridobi, tak, ker duša noter. Duša pride v prostor, ne. Vsekak recimo pa, ne vem, te včasih, ne vem, recimo tudi kak drug inštrument, ko recimo imaš čelo, še imaš, recimo te še kaj tazga, recimo včasih zanimali, mislim, kako si to recimo z... Da bi jaz igrala, ne. Za poslušati, pa absolutno. Pač obožujem, ko je saks vpleten v te elektronsko glasbo, pol kaki bobni, če so v živo top, pa tudi kitara. Če zna biti taka, če zna biti sound dobro prilagojen temu, to tako paše zraven elektronske glasbe, da prav doda tisti čar, da Recimo, ne vem, recimo glasba je dostkrat postala, zdaj tudi kar dost tak nek entertainment, ne. Recimo tu Čelosa, ne, ona dva sta v bistvu takrat dvignila nivo tega, celotne glasbe, bom rekla, res je. Res je. Mislim, si jih spremljala? Ja, sem spremljala. Zdaj, na primer, v klasičnem svetu, če se spet vrnemo malo tam, sem malo začutila spet ta judgment ljudi, da te to pa zdaj začnejo igrati neklasično glasbo, to ni prava glasba, tako da to mi ni bilo všeč pri tej percepciji, da se pol judgea, ker pač ni tako težko, ker pač klasična glasba zna biti zelo težka, veš, ampak jaz osebno na to gledam kot ena izjemna priložnost, da približaš glasbo tudi tistim, ko pač ne poslušajo klasiko, oziroma da nasplošno pokažeš, kaj je point glasbe. In zdaj pač toliko več ljudi samo zaradi, ne vem, tu Čelos, toliko več ljudi bolj ceni vse te inštrumente, bolj ceni glasbo v živo, ker pač so sta valjda implementirala poznane EDM mogoče komade ali pa pač kjerkoli druge komade v njuni verziji. Top, pač to je point. To je point. In tudi to, da sta se pač zdaj razšla, zdaj ne vem točno, kaj je bilo tam, ampak sta vseeno vsak šla malo nekako svojo zgodbo, zakaj pa ne? Če pač delaš, kar imaš rad, pa še od tega lepo služiš, glej. Valjda. Valjda. Mislim, ti si res doživetje, ne? Ja. Ti si res doživetje. Nisem bil. Ti si imela to verjetno možnost, nisi šla? Ne. V Puli sem pogledal posnetek, ti si res hodona. Da si v prostoru, pa da dejansko doživljaš to glasbo pa na tak način. Jaz mislim, da je to res nekaj posebnega. Ne? In taki trenutki se mi zdi, da samo dvignejo prepoznavnost. V bistvu vsak lahko dejansko da bistveno več sebe noter, pa ven. Ne? Absolutno, pa več ljudi se pol najde v tem žanru, oziroma v tem načinu igranja. Ne? Pač verjamem, da ni vsakemu iti v Cankarjev dom pa poslušati pač orkester, pa mogoče Mozarta, se pa mogoče na tak način pol najdejo neko to ljubezen do teh inštrumentov pa do glasbe. Top, pa jim malo mogoče približaš pol. Glede na to, da smo zelo glih prišli na to temo, glede na to, da si bila zdaj se vrnala iz Avstralije, ne? Kako si pa recimo doživljala, itak si violino s sabo nesla, to si tako rekla, ne? Kako si pa recimo doživljala to kulturno razliko, recimo med Evropo ali pa recimo zdaj Slovenijo, ne? Pa med
Avstralci oziroma pač njihovo kulturo, ne glede na glasbo, pa glede na violino, pa na inštrumente, so tako drugače dojemali to? Ali... Bom rekla, da sem vseeno bolj v omejeni verziji violino tam izkusila, ne tako tu, ampak vseeno nasplošno kot kultura se mi zdi, da so zelo odprti, da so zelo sprejemljivi, zelo so odprti, v glavnem prilagodljivi, zelo srčni narod, koliko sem pač imela možnost spoznati. In zaradi tega tudi cenijo razne kulture. Veš, tudi sama Avstralija je sestavljena iz večjih kultur, oziroma so dosti bolj pomešani kot mi. In zato se oni znajo dosti bolj mogoče sobivati med sabo, kot znamo mi. Dosti bolj so odprti zaradi tega in verjamem, da tudi v glasbenem svetu so bolj dojemljivi. Do vsega tega. Ja, ker recimo pač kulturna razlika je kar velika. Ja. Mi Evropejci smo kar bolj... Smo kar malo bolj zategnjeni, res je. Ja, mislim pač držimo temelje. Držimo temelje, ja. Pač zanimivo mi je, ko dansko enkrat, ko greš malo po svetu, pa malo vidiš, si imela recimo še kje druge možnost tako videti, recimo te neke razlike z Avstralije, bila ena sicer, da sem ne omenila, ko je si glih pod temi vplivi še, ko si glih kar prišla nazaj, ampak ne vem, tako recimo Avstrija je recimo tudi kar fest razvita, kar se klasične glasbe tiče. Zelo je razvita glede klasične glasbe, po drugi strani pa poglej, kako navdušeno poslušajo Avsenike, še bolj kot mi. Ne? Pa bolj cenijo kot mi, pa je dansko so Avseniki so naši. Ne? Ampak koliko vem, ful več skoraj da koncertirajo po Avstriji, ne? Pa tudi po Švici, pa tak naprej, ne? Koliko bolj jim je to pri srcu. Tako da včasih se mi zdi, da Slovenci se ne zavedamo oziroma ne znamo ceniti, kar imamo. Že ne samo po glasbi, tudi po pokrajinah, smo malo bolj zategnjeni, bom rekla. Ja, ker je pač naše okolje je verjetno to malo pripomoglo, ne, pa vzgoja, pa še kaj, ne. Bi mogoče bil kak zgodovinski pridih kakega zgodovinarja lahko kaj več dodal k temu, zakaj danes tako razmišljamo, pa zakaj tako delujemo, ne. Ker dosti v bistvu, ko si rekla, ne, ti starši dajo neke pogoje, ne, pa neke možnosti, ne, dosti v bistvu to tudi izvira, ne, vse tvoja želja, zakaj, ne. Se vse je od otroštva, tako čisto realno, starši nam res v zibko položijo neke stvari, kjer je pol. Če hočeš spremeniti, moraš konkretno predelovati svoje travme oziroma neke naučene vzorce. Ne. Vseeno Slovenija, veš, nekako smo navajeni biti, imaš eno hišo, to je tvoje, tu ostaneš, delaš za to hišo, garaž, ne vem, pol je nekako ena služba, mogoče eno menjaš, sta dve službi, to je to, ne, si tam zazihran. Zdaj, če spet primerjam z Avstralijo, tam pa je vseeno bolj na free. Če pač, v tej žanri ali stroki nisi srečen, preklopim, gremo naprej. Tam, ne vem, zgubiš službo, v redu, gremo naprej, gremo iskat novo. Tam sploh ni problem, ljudje se dosti prej selijo iz kraja v kraj ali pa iz hiše v hišo, nič ni tako zasidrano kot pač tu, ne, tu pa, to podedujem, to moram imeti, to moram obdržati. Ja, mogoče to, ko smo majhni, ne? Ja, to je res. Ko si mali... Pa moraš obdržati to, kar imaš, vse res. Slovenski jezik je zelo na teh parih. Kar je super, ker vseeno imaš neke pol vrednote, imaš pol neke, držiš pač se svojih nekih moral, vrednot, tak naprej, ne. Ampak moraš pa včasih malo odpreti obzorja, da ni vse samo tak, pravilno, ne pa. Glasba lahko odpira fejs, ne, ker se mi zdi, glasba je fejs globalna, ne. Se to je univerzalni jezik, res je. Dobesedno in dobesedno lahko govoriš, ne.
A te kdaj tako zanimalo, da bi kar na ulici igrala? Sem že? Ja. Se mi zdi, da je to tako popularno, ni tako? Mislim, tako, včasih je bilo tako judgy, če se mi zdi tako, Ja, se je še kar, po mojem, ne vem, pač to sem jaz imela občutek, zdaj si me spomnila, sem jaz vedno imela občutek, na ulici te me bodo pa vsi obsojali, oziroma bom srečala nekoga, ki igra tudi kaki inštrument, pa zato sem si to upala lani v Italiji, ko smo bila s fantom v Lago di Garda, oziroma jezero Garda. Gardsko jezero. In smo en večer postavila zvočnik, pa igrala na ulici. The best izkušnja, the best. Oziroma sem šla kar čez sebe, ker sem imela malo tiste predsodke, tako smo se prej pogovarjala, ampak top. Ja, hudo. Ker recimo, meni je to fascinantno, ko smo se recimo pogovarjali pač v AI, ko smo se pogovarjali, da dejansko poplava neke glasbe, ki bo umetno generirana, se pravi brez človeškega faktorja. Zdaj, koliko bo duše noter, koliko bo lahko AI nadomestil recimo to dušo, ampak bolj, ko sem razmišljal, se mi zdi, da bojo ljudje vedno bolj cenili ljudi na ulici, ko bojo zaigrali, zaradi tega, ker tega pa ne bo več. Mislim, lahko da bo vedno manj, vedno težje dostopno, ker tudi tak izkušnja bo, ker ti bila nepredvidljiva, neplanirana, zgodila se je ta trenutek. Res je. Pa tist, ko recimo ko zna ta inštrument zelo lepo zaigrati, bo v bistvu unikaten. Res je. Čeprav, če se spet vrnemo na ta AI, za inštrumentaliste, pa za pevce, seveda, se mi zdi, se jaz ne bi tak fejst bala, zato ker bolj po mojem so v skrbeh, bom rekla, neki producenti, ker pač to se pol nadomesti, mislim, to se lahko hitro nadomesti, predvsem kakšni elektronski glasbi, naprimer, se že zdaj dogaja, da pač je glasba generirano delana, pol je pa samo ena oseba postavljena tam pred DJ bootom in pač klika play oziroma se nauči tiste prehode, pa je to in je bolj kot pojava, kot brand tam postavljen. Zdaj, če si kaj spremljal, je pač neka ta afera, pa to vem, prišla s temi ljudmi, mislim, z nekaterimi ljudmi, v glavnem, da so, ne bi se mučala tam, v glavnem, da so pač eni in isti ljudje postavljeni pred ta DJ boot in dejansko ne pustijo, te velike korporacije ne pustijo mladim oziroma nekim nadobudnim pa talentiranim ljudem, ker so nekako na vrhu samo ena in ista imena, zaradi pač seveda finančnih pridobitev za nekoga, in so bolj kot ne pojave in je dosti bolj teh, kako se že reče, shadow producerjev, oziroma ne vem, kako se točno reče, ghost producerjev, thank you. Tako da, tu je po mojem pol ta skrb, da lahko nekdo nadomesti, oziroma da je AI ali pa da je vse bolj tako generirano delano, kot sam inštrumentalist ali pa pevec, pa mislim, da je težje. Ja, še vedno je lahko glas umetno ali pa violina umetno narejena v neki komad, ampak ko pa ti to javno predstavljaš oziroma javno igraš, je pa druga zadeva, Dobro, je res, da je zdaj že tudi dosti playbacka pa te fore, ampak to tudi prej bilo. Še vedno pa tisti čar, pa to jaz mislim, da ne more kar zginiti, oziroma da bi zdaj omejil, da bi bilo zaradi tega manj inštrumentalistov, dvomim. Ker vseeno povpraševanje oziroma nekak potreba po glasbenikih je. Nastopov je, vedno, mislim, bo še vedno upam, da več, razen če prije spet kaki COVID, ampak kaj drugega pa načeloma ne more ustaviti. Ne, se iz tega vidika imaš prav, ker mislim, entertainment sam po sebi skrbi, mislim, pač si želi, da si ti kot persona tam, kot pojava. To res, zdaj pač res je, da rabiš biti, mislim, moraš delati na celem packageu, da ni več dovolj, da si samo, ne vem, dober glasbenik ali pa dober producent ali pa žal
ni več to, rabiš še malo mogoče več, ali so kakšna poznanstva, ali so potem branding, seveda, ne, tak naprej. Ampak ja, se pa še vedno da, se mi zdi, no. Ja, mislim, jaz ne vem, kaj bo sicer prihodnost prinesla, mislim, malo lahko predvidevamo, ne? Kaj se bo zgodilo. Ja, ja. Jaz mislim, da je treba samo ohraniti ta čar Pa to, ja, pa igranja. pozitivno, veš, gledati vseeno na nekako prihodnost, ker Ja, mislim, jaz recimo ne gledam na stvari tako, da bi zdaj pač negativno bilo to, ne. So mogoče neke opozorilne točke, a ne, ki ti malo narekujejo kurs, kaj se lahko zgodi, ne. Pa da se malo pripraviš na to, pa imaš to v mislih, ne. Zdaj, da bi pa v bistvu rekel, da pa konec sveta ne bo, ne. Jaz mislim, da bomo še zmerom poslušali glasbo, ne. Mogoče na drugačen način, masa bo verjetno na drugačen način poslušala glasbo, kot je poslušala do zdaj, ne. Ogromno priložnosti se bo pa definitivno pojavila, ne. Ker zdaj, če bo manj ljudi, ki bo dejansko v živo igrala, ne, bo še večje povpraševanje, kar pomeni, da se bo sooner or later najdel več ljudi, ki bo začeli to tudi igrati pa ustvarjati na tem področju. Res je. Pomemben pa je, da najdeš svoj passion v karkoli že počneš, ne. To je pa tako osnova, ne. Res je, itak. V bistvu jaz bi se ti zahvalil, no, za pogovor. Malo smo premaknila izkušnjo na mikrofon, ne. Verjamem, da v bistvu najbolj si sproščena pa vse pri violini pa pri nastopih pa v okolju, kjer ti je zelo domače, ne. Ta je bil danes majčkeno drugačen, ampak mi je v bistvu všeč, da se lahko pogovarjamo pa da probamo ugotoviti, ne, kako ti razmišljaš pa kako vidiš stvari, pa mi je bilo zelo všeč, ko si šla v te neke detajle, kako se soočaš z določenimi stvarmi. Mi je bilo to, hvala tebi za povabilo. Malenkost. Hvala ti za tvoj čas pa energijo. Hvala tebi.